Zdaj pa vabim Estero, da nam pove, kje trenutno se nahajajo izhodišča za pripravo javno veljavnih izobraževalnih programov za odrasle. Aha, okay. Hvala lepa, Zvonka. Spoštovani izobraževalci in izobraževalke odraslih, dragi prijatelji in sodelavci, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Torej, med dve tako zelo pomembni temi, kot je financiranje in preživetje izobraževanja odraslih v naslednjih letih in tudi v naslednjem desetletju, je stisnjena tema izhodišča za pripravo izobraževalnih programov, javno veljavnih izobraževalnih programov za odrasle. Najbrž se sprašujete, zakaj, tudi jaz se malo to sprašujem, ampak odgovorila sem si tako. To področje na novo ureja novi zakon o izobraževanju odraslih in intenca je, da bi v prihodnjem obdobju dve pomembni področji, ki jih urejajo izhodišča za pripravo javno veljavnih programov za odrasle, to je področje razvoja pismenosti in temeljnih zmožnosti in področje zviševanja splošne izobraženosti, našlo pomembno mesto tudi v novi perspektivi. Malo manj časa imam na voljo, kot sem predvidevala. V predstavitvi sem navedla 3 imena, se pravi, poleg mene tudi dr. Tanjo Možina in Natalijo Žalec, ki danes nista prisotni, sta pa pripravljali za različne namene dele te prezentacije, ki sem jo potem vključila za današnjo predstavitev. Tako, da ne pozabim, bi uvodoma rekla še to, da mi je posebej ljubo, da smo v okviru novega zakona in bom rekla poskusom priprave teh izhodišč uredili na nek način tudi področje temeljnih zmožnosti in pismenosti odraslih, s katerim se je začel Andragoški center ukvarjati daljnega leta 1991, pravno pobudo Ane Krajnc, in tudi ostaja pomembno področje našega dela, upam, v prihodnjih letih. Torej, ne moram pogruntati, kako gre to naprej. Dobro. Torej, govorila bom o dokumentu, izhodiščih, ki je nastajalo slabo leto, se pravi od junija 2018 do marca 2019, se pravi kmalu po sprejetju novega zakona. Ne gre pa seveda za povsem novo področje. Torej, tisti, ki ste na področju izobraževanja odraslih, veste, da imamo že celo vrsto javno veljavnih programov, se pravi, gre za tiste programe, ki ne dajejo javno veljavne izobrazbe oziroma stopnje izobrazbe. In torej ti programi imajo zgodovino, kot sem rekla, se pravi, prvi tak program je bil sprejet že daljnega leta 2005, se pravi pred pravzaprav prvim zakonom o izobraževanju odraslih. Kurikularna prenova je z izhodišči za pripravo izobraževalnih programov za odrasle nekako uredila to področje, ki ga zakon iz 2006 niti ni dovolj dobro, tako da po tem letu je nastala cela vrsta izobraževalnih programov, ki jih tudi izvajate, se pravi, to so izobraževalni programi za tuje jezike, potem program PUM je takrat nastal, cela vrsta programov usposabljanja za življenjsko uspešnost. Nazadnje sta pa bila sprejeta 2 programa, in sicer slovenščina kot drug in tuj jezik in program ZIP. In nekako po letu 2011 se je nastajanje teh programov pravzaprav ustavilo. Torej, dokument, v katerem bom govorila, na kratko, vsekakor, je pripravljen z dobrim premislekom, bi rekla, za tiste, ki bomo izobraževalne programe pripravljali in z namero, da bo neko vodilo, bo dalo neko izhodišče za tiste, ki bojo javne veljavne programe tudi sprejemali in financirali. Se pravi, okvir za izhodišča določa novi zakon, in kljub temu, da zakon kar trdno določa ta izhodišča, ocenjujem, da smo lahko v sam dokument vnesli nekatere novosti, nekatere novitete, inovacije, in bi jih radi imenovali strokovna izhodišča, ne zgolj izhodišča. Torej, ne glede na to, da sem priučena na to področje, sem že dovolj dolgo na tem področju, da vem, da za inovacije pač je potreben čas, in da je za inovacije v bistvu potreben čas.
Torej, s sprejetjem, ko bodo ta izhodišča sprejeta, bodo prenehala veljati določila v prejšnjih izhodiščih, ki se nanašajo na javno veljavne programe. Se pravi, nekaj uvodoma bi rada vam vseeno podelila, predvsem glede na vse to, kar smo si izrekli včeraj, v kakšnem položaju je trenutno izobraževanje odraslih, kakšni izzivi nas čakajo, zato da bomo nekako bolje mogoče vsi skupaj razumeli, kaj so bile intence tako zakonodajalcev, ki so to področje umestili v sam zakon, pa tudi strokovne komisije, ki je pripravljala izhodišča. Nekaj o podlagah in procesu priprave, ki pač temu dokumentu daje neko legitimnost in potem nekatere značilnosti, druge pa seveda si boste lahko sami pogledali v samih izhodiščih, ko bojo na voljo. Trenutno program še ni na voljo, bom povedala zakaj. Program izhodišča še niso na voljo, bom povedala zakaj. Torej, samo da vas spomnim, da zakon o izobraževanju odraslih vključuje 3 vrste izobraževalnih programov, se pravi program osnovne šole za odrasle, javno veljavne izobraževalne programe, po katerih se ne pridobi javno veljavna izobrazba oziroma stopnja izobrazbe in neformalne izobraževalne programe za odrasle. Zakaj pravzaprav gre? Torej, javno veljavni programi za odrasle v bistvu predstavljajo pomemben del prizadevanj Republike Slovenije za uresničevanje javnega interesa, tako na področju zviševanja ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti, kot na področju izobraževanja splošne izobraženosti. S temi programi ne nagovarjamo izključno samo ranljive skupine odraslih, tako kot se včasih misli, ampak v bistvu vse odrasle. Dopolnjujejo javno veljavne programe za pridobitev izobrazbe, udeležencem omogočajo, da se v te programe lažje vključujejo in spodbujajo tudi ranljivejši del prebivalstva, da se lažje vključuje v te programe. Glede na to, da država ureja to področje z zakonom in tudi z podzakonskim aktom, se pravi z izhodišči, želi država na tem področju vzpostaviti pač nek standard kakovosti programov, postavlja tudi prostorske, kadrovske pogoje za njihovo izvajanje in seveda predvidena je tudi javna listina z naborom in opisom pridobljenih znanj in spretnosti. Torej, domišljamo si, da s temi javno veljavnimi programi pravzaprav predstavljamo vigdalen del vzgojno-izobraževalnega sistema, da zagotavljajo oziroma bodo zagotavljali učne izide, ki so skladni z opisniki slovenskega ogrodja kvalifikacij in da skupaj z drugimi deli pravzaprav uresničujejo koncept vseživljenjskega učenja. Namen je pravzaprav ta, da se ti programi na teh 2 področjih razvijajo uravnoteženo, bolj uravnoteženo, kot so se do sedaj. Se pravi na področju splošne izobraženosti teh programov pravzaprav še ni. Se pravi, želja je, da bi se tudi s pomočjo zakonske ureditve in s pomočjo v bistvu izhodišč ti 2 področji uravnotežili po obsegu programov. Poleg tega se tudi želi, da bi bilo uravnoteženo ne samo izobraževanje za potrebe dela, trga dela, ampak tudi za osebni razvoj in tudi za družbene potrebe. Torej, namenoma sem uporabila prosojnice, ki jih je že dr. Tanja Možina uporabila na lanskoletnem posvetu, ko smo se pogovarjali o prvih izhodiščih za javno veljavne programe, kajti lani se je tudi postavilo pomembno vprašanje. Se pravi, kaj pravzaprav želimo s temi javno veljavnimi programi kot izobraževalci odraslih doseči v skupnostih, v katerih delujemo in kakšna je pravzaprav, na kak način pravzaprav s temi programi nagovarjamo neke identitetne temelje in poslanstvo izobraževanja odraslih. Torej, zagotovo so naši temelji oziroma naše smernice odpravljanje družbene neenakosti. Se pravi, s programi za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti pravzaprav zagotavljamo tako pravičnost kot enake možnosti zelo velikemu delu slovenskega prebivalstva.
Drugo področje in, bom rekla, ena naša prepoznavna identiteta izobraževalcev odraslih je seveda področje splošne izobraženosti za osebni razvoj in za kakovost, za osmišljanje pravzaprav življenja v vseh življenjskih obdobjih, še posebej, tako kot smo se pogovarjali včeraj, tudi v pozni starosti. Zatem gre za razreševanje družbenih izzivov za dobrobit skupnosti, se pravi, gre za pridobivanje znanja za delovanje skupnosti in za krepitev aktivnega državljanstva in ne nazadnje tudi za pridobivanje potrebne poklicne usposobljenosti za aktivnost na trgu dela. Tukaj slikami nekako ponazarjam tiste izzive, ki smo jih včeraj kar skozi cel dan drug drugemu pripovedovali, se pravi, tako problematika migracije, robotike, umetne inteligence, revščine, konfliktov, sodelovanja v skupnosti in tako naprej. Torej, vprašanje je, ali z izobraževanjem in tudi z izobraževanjem odraslih v resnici dovolj dobro in agilno nagovarjamo vse te teme. Torej, menimo, da bi lahko s ponudbo izobraževalnih programov, se pravi z razširjeno ponudbo izobraževalnih programov, ki ne dajo javno veljavne izobrazbe, lahko bolj hitreje, bolj prilagojeno, bolj odraslim primerno, različnim skupinam odraslih primerno odgovorili in odgovarjali na te izzive, ki nas čakajo, oziroma še na mnoge, ki pravzaprav ne vemo, kakšni šele bojo. Torej, različne različne raziskave in naše vedenje, izkušnje nam kažejo, da lahko s temi programi, čeprav so relativno kratki, ampak so ukrojeni po meri in potrebah izobraževanja odraslih, lahko dosegamo dolgoročne in pomembne učinke pri izobraževanju odraslih. S prvim skupino programov, ki se dotikajo zviševanja ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti, lahko tudi prispevamo gospodarski učinkovitosti. Inovacij ni mogoče uvajati in tudi nesodobnih tehnologij, če ljudje slabo berejo in pišejo. Prispevajo k boljšemu zaslužku, tako k večji trajnosti zaposlitve in imajo tudi pomembne socialne učinke, kar nam kaže raziskava PIAAC. S programi za izboljšanje splošne izobraženosti pa smo zapisali pravzaprav v dosedanji resoluciji, da prispevajo k premoščanju družbenih in medgeneracijskih razlik, da prispevajo k socialni vključenosti, aktivnemu državljanstvu, kulturni pismenosti, strpnosti, dvigovanju izobrazbene ravni in še čem. Torej, zakon precej dobro postavlja podlage za pripravo javno veljavnih programov za odrasle, postavlja pa tudi nekatere pogoje za izvajalce. Se pravi, poleg pogojev za izvajalce tudi določa obvezne sestavine javno veljavnih programov, postavlja pogoje za vpis v razvid za izvajalce, pogoje za strokovne delavce in tudi to, da organizacije, ki delujete, boste delovali v javni mreži, svetujete in napotujete odrasle v javno veljavne programe. V 17. členu so določene obvezne sestavine javno veljavnih programov, ki so naštete, in tudi to, da se izhodišča za javno veljavne programe pripravi Andragoški center Slovenije. Torej, Ministrstvo za izobraževanje oziroma minister za izobraževanje je imenoval posebno komisijo maja lani, ki je štela 12 članov. Predsednica komisije je bila Katja Dovžak, člani komisije pa so pravzaprav bili tako iz Centra za poklicno kot Andragoškega centra, predstavniki Ministrstva za izobraževanje, predstavniki stroke in predstavniki dveh asociacij za izobraževanje odraslih. Torej, komisija se je sestajala kar večkrat v tem obdobju delovanja. Delovali smo tudi v ožjih skupinah, posebej smo se ukvarjali praktično na vsakem srečanju s terminologijo, s čimer smo si pravzaprav tudi nekako odgovarjali na neka ključna andragoška vprašanja in dileme povezane s temi programi, s ciljnimi skupinami, ki so jim namenjeni in tako naprej. Posebej smo se ukvarjali z načeli, s pogoji za pripravo teh programov in tako naprej.
Spomnite se, da smo imeli strokovno razpravo o teh izhodiščih lani v Mariboru, v veliki skupini, kar 70 udeležencev nas je razmišljalo o tem. In konec julija se je z predlogom izhodišč seznanil minister. Sredi oktobra pa je bil predlog izhodišč prvič obravnavan na strokovnem svetu za izobraževanje odraslih po predhodni obravnavi na Komisiji za strateška vprašanja. Moram reči, da sta se tako komisija kot strokovni svet zelo poglobila pravzaprav v izhodišča. Zelo burna razprava je bila na obeh sejah in pripravljene so pobude za razmislek in uskladitev tega dokumenta. Zdaj komisija pravzaprav za pripravo teh izhodišč nima mandata, potrebno pa bo pravzaprav pobude, ki so bile podane, vendarle v neki strokovni skupini predebatirati in dopolniti izhodišča ter jih ponovno vložiti na strokovni svet. Tako da očitno jim je usvojeno, da ne bojo sprejeta na 99, ampak na okrogli 100. seji strokovnega sveta za izobraževanje odraslih. Ne vidim, koliko je ura, ampak ko sem razmišljala, kaj naj pravzaprav vključim v to predstavitev poleg samih izhodišč, sem pomislila, da bi bilo mogoče dobro, da omenim nekatere dileme in pomisleki, ki ste jih izrazili vi kot izvajalci javno veljavnih programov za odrasle na lanskoletnem posvetu. In se mogoče ne dotikajo toliko samih izhodišč in priprave programov, kot pa izvajanja programov. Takrat smo vas spraševali, da poveste nekaj, kaj so po vašem mnenju prednosti programov, kaj so pomanjkljivosti, nevarnosti. In mogoče skozi nekaj od teh bi se sprehodila. Torej, kot prednosti ste videli, da v bistvu zahtevajo usposobljenost izvajalcev, da imajo opredeljene standarde znanja in preverjanje njihovega doseganja, da je enoten postopek razvoja in sprejemanja, da imajo nekateri programi opredeljene elemente za evalvacijo učinkov, da so krajši, da pa vendarle dajo poglobljeno znanje in da so zaradi tega lahko tudi zelo gibki. Kot slabosti ste šteli to, da so slabo prepoznavni v širšem sistemu vzgoje in izobraževanja, da jih ne poznajo delodajalci, zlasti mali delodajalci, da je pravzaprav javnost ožja in širša slabo informiranja o tem, kaj so pravzaprav vsebine teh programov. Kot slabo ste navedli tudi nestabilno projektno in nesistemsko financiranje, torej dejstvo je, da se to področje pravzaprav že vsa leta financira iz javnih razpisov oziroma projektno. Da so težave z motiviranjem in napolnitvijo skupin, da je premalo povezav v mreži izvajalcev, premalo skupnih srečanj te povezav za izmenjavo dobrih praks, da niso prilagojeni trgu dela in da tudi ni motivacije za vključitev, ker se ne pridobi neka stopnja izobrazbe. Tudi na nekatere nevarnosti ste opozorili, ampak te bi prosila, da jih mogoče pogledate kasneje v prezentaciji. Torej, 16. člen Zakona o izobraževanju odraslih opredeljuje ti dve vrsti javno veljavnih programov in pri razmišljanju o področju oziroma javno veljavnih programih za razvoj temeljnih zmožnosti oziroma pismenosti smo se naslonili na področja temeljnih zmožnosti, ki jih tako kot jih opredeljujejo priporočila za ključne kompetence, prenovljena priporočila iz leta 2018. Rekli smo, da so področja temeljnih zmožnosti med seboj enakovredna, da pa je potrebno, ne glede na področje, na katerem nastane program, da je potrebno krepiti osnovne spretnosti branja, pisanja in računanja ter digitalne spretnosti, kajti to so tiste ključne veščine, ki so podlaga za razvoj vseh ostalih in morajo biti vključene v vse programe. Torej, veliko smo se v komisiji pogovarjali tudi o vlogi teh programov in poslanstvu, tako da rekli smo, da če želimo razviti celovito podporo ranljivim skupinam, je treba razviti programe za doseganje višjih ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti, da so nam okvir za oziroma razumevanje problematike in za oceno stanja dali pravzaprav podatki iz raziskave PIAAC in da nas tukaj čakajo pravzaprav zelo veliki izzivi v prihodnjih letih. Se pravi, tudi to bi omenila,
da dosedanji razvoj izobraževalne ponudbe za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti kaže, da je zelo veliko pozornosti treba namenjati temu, da nastajajo res različni programi prilagojeni potrebam različnih ciljnih skupin oziroma njihovim aktualnim potrebam. Pri programih splošne izobraženosti smo tudi posebej poudarjali, da je potrebna uravnotežena pokritost različnih vsebinskih področij, ki so tukaj našteta. Mnoga od teh so bila omenjena tudi v vaših komentarjih, v vaših predstavitvah včeraj. In rekla bi samo še to, da glede na področje in ciljno skupino se splošno izobraževalni programi med seboj lahko razlikujejo, lahko so po vsebini različni, lahko so tudi bolj kontekstualno obarvani, se pravi bolj lokalno obarvani in tudi lahko različno zahtevni. Torej, seveda s temi javno veljavnimi programi, ki ne dajejo javno veljavno izobrazbo, uresničujemo nekatere zaveze, ki smo jih zapisali že v dosedanji resoluciji in upamo, da mora pravzaprav neko ustrezno mesto, glede na to, da so zakonsko zdaj opredeljeni, najti tudi v novi resoluciji, pa tudi nekatere smernice zapisane v evropskih dokumentih. Torej, omenila bi samo nekatere značilnosti javno veljavnih programov, ni potrebno, da se sprehodim po vseh sestavinah. Omenila bi samo tiste, za katere menimo, da so mogoče res novost ali pa ki so nas nekako bolj zaposlovala. Torej, javno veljavnost programov, to je pravzaprav vprašanje ali pa področje, s katerim smo se zelo veliko ukvarjali tudi pri pripravi samega zakona, kaj pomeni javno veljavno potrdilo? Ali javno veljavno potrdilo pomeni tudi javno veljavno znanje? Ali ne? In tako naprej. Torej, zakon je deloma rešil to vprašanje in tudi v izhodiščih smo se morali pravzaprav nasloniti na to, kar je določal zakon. Težko rečem, da smo našli, bom rekla, da smo naredili tukaj kakšen korak več v pripravi izhodišč. Torej, v obeh vrstah programov je mogoče pridobiti potrdilo o usposabljanju, ki je javna listina. Programi so lahko pripravljeni tako, da obsegajo tudi zunanje preverjanje znanja, primer za to so programi tujih jezikov in v tem primeru program mora vključevati tudi izpitne kataloge, ki jih je treba predložiti strokovnemu svetu o predložitvi programa. Torej, v skladu z 15. členom zakona je za vse programe možno tudi izpeljati postopke ugotavljanja enakovrednosti izobrazbenega standarda, se pravi znanje iz splošno izobraževalnih vsebin, ki jih je strokovni svet potrdil, pa je mogoče uveljavljati, jaz bi rekla, avtomatsko pri nadaljnjem izobraževanju. Torej, zelo smo se ukvarjali tudi s pogoji, se pravi, v katerih primerih, kdaj pravzaprav se pripravljajo javno veljavni programi, kaj so pogoji, ki jim morajo zadostiti za to, da se sploh pripravijo in predložijo strokovnemu svetu in navedli smo 6 ključnih pogojev. Se pravi, program mora prispevati k uresničevanju nacionalnih ciljev izobraževanja odraslih, lahko na različnih področjih. Se pravi, razmišljali smo o tem, da se programi lahko pripravljajo tudi na področju kulture, na področju kmetijstva in drugih področjih. Program prispeva k uresničevanju mednarodnih ciljev izobraževanja odraslih na različnih področjih, mislim, da je to jasno. Program se mora odzivati na ugotovljene potrebe, ki izhajajo iz analize potreb. V program morajo biti vključene bralne, pisne, računske in digitalne spretnosti. Program naj bi trajal najmanj 100 ur in v programu je navedena ocena ravni znanja in spretnosti glede na opisnike SOK. Zapisali smo vrsto načel za načrtovanje programov za odrasle, ne bom jih zdaj posebej naštevala. Torej, omenila bi mogoče samo 2, to je prožnost pri načrtovanju programov in spremljanje in evalvacija. Torej, s prožnostjo smo pravzaprav posebej želeli poudariti, da programi ne bi temeljili na lastni dejavnosti in
ustvarjalnem delu udeležencev, da se upoštevajo ustrezne razmerja med individualnim in skupinskim izobraževanjem, da se uveljavljajo sodobne oblike izobraževanja, ki upoštevajo tudi nove tehnologije in da omogočajo raznovrstnost načinih vrednotenja pridobljenega znanja in spretnosti ter tudi napredovanja v programu. Spremljanje in evalvacija programa omenjam zato, ker to ni obvezna sestavina javno veljavnih programov po zakonu, vendarle smo ta vidik vključili pri organizaciji. Seveda iz načel andragoškega načrtovanja programov vemo, da je to seveda nujen sestavni del pri pripravi in izvajanju programov in jih je treba v bistvu v vseh fazah tudi upoštevati. Mogoče največja novost je v katalogu znanja. Katalogu znanja so navedeni struktura, opis znanja in spretnosti in sicer izhodišča za javno veljavne programe predvidevajo dve različni strukturi programa. Se pravi, program je lahko, na to, kar ste opozarjali tudi na posvetu, je lahko zasnovan modularno, lahko je pa zasnovan tudi enovito po vsebinskih sklopih. Obe strukturni različici v bistvu predvidevata tako obvezni kot izbirni del in tudi odprti del programa, pri čemer izbirni del ni obvezen. Obvezni del programa zajema najmanj 60% vsebin programa, ko pa ima program tudi izbirni del pa 80%. Se pravi, strokovni svet v resnici potrdi 80% programa in sicer za obvezni in izbirni del, če ta obstaja, izvajalec pa določi 20% vsebin programa in sicer za odprti del, ki ga za ta odprti del izvajalec tudi ni potrebno, da ga posebej priloži v potrjevanje strokovnemu svetu, lahko ga po potrebi glede na pač lokalne potrebe in potrebe ciljnih skupin spreminja. Cilji se opredelijo v obliki znanj in v obliki spretnosti in kot rečeno, v obe vrsti programov smo zapisali, da mora načrtovalec vključevati osnovne spretnosti povezane z branjem, pisanjem, računanjem in digitalnimi spretnostmi. Posebno področje in nevralgična točka tako pri pripravi zakona kot tudi pri pripravi izhodišč so znanja in usposobljenost strokovnih delavcev. Torej, zakon opredeljuje, kdo so strokovni delavci v programih in pri znanjih in usposobljenosti strokovnih delavcev za izvajanje javno veljavnih programov je navedeno, da načrtovalec programa opredeli znanje, ki ga morajo imeti strokovni delavci in seveda se veže na pogoje iz 19. člena Zakona o izobraževanju odraslih. Usposobljenost strokovnih delavcev pa pridobijo strokovni delavci pač v programih strokovnega in poklicnega usposabljanja. In posebej smo zapisali in tudi nekoliko podrobneje utemeljili, zakaj se nam zdi potrebno, da smo kot načrtovalci programov posebej pozorni na opredelitev znanja in usposobljenosti, ko gre za programe za razvoj temeljnih zmožnosti in zviševanje ravni pismenosti. Torej, dovolite mi, da se vsem članom komisije za pripravo izhodišč za javno veljavne programe za odrasle posebej lepo zahvalim za sodelovanje in za vse prispevke. Posebej bi se zahvalila pravzaprav Katji Dovžak, ker je zelo umetelno povezovala različne interese članov komisije in se večkrat srečala tudi s predstavniki Andragoškega centra oziroma tudi v ožjih skupinah, ko smo pilili posamezne sestavine izhodišč. Prispevali ste tudi vi, izobraževalci odraslih, ki ste vaše pomisleke in vaše predloge sporočali o pripravi izhodišč na letnem posvetu lani. In seveda tudi članom Komisije za strateška vprašanja in strokovnemu svetu za pravzaprav zelo natančno branje in predloge dopolnitev, ki ste jih oblikovali. Hvala lepa. Hvala lepa, Ester, za to izčrpno predstavitev zelo kompleksne problematike, ki pa predstavlja temelje našega delovanja. Verjamem, da so se porodila kakšna vprašanja. Izvolite. Se oproščam, da se spet oglašam, ampak imam nekaj bistvenih vprašanj. Zakaj javno veljavnih programov ne morejo izvajati kompetentne organizacije
zakaj lahko samo formalne, zakaj ne nevladne organizacije, zakaj se to ne upošteva. To je ena stvar. Druga pa je moj komentar, kar smo slišali, kar je minister včeraj pokaral nas odrasle, da smo se slabo odrezali v mednarodni raziskavi, kar 3-krat ponovljeni smo se slabo odrezali. Ena razlika je metodološka. Pri testiranju otrok so otroci imeli nalogo, da na pamet reproducirajo znanje in znajo in so dobili visoko število točk. Pri odraslih se je upoštevalo, da vejo, kje bojo to znanje uporabili, kaj je smisel tega znanja in kako ga oni osebno razumejo. In tu so se pa v teh 400 000 so se pokazali v Sloveniji 2 socialni anomaliji, mislim, ki nas vodijo v to, ali bomo delali na tem področju, ko v tej dvorani sedimo, ali bomo v sosednji dvorani pred nami, so kriminologi. In govorijo o kriminalu in žrtvah kriminala. Nimamo drugih šans, to sta 2 poti, ki jih obirajo socialno zavrženi ljudje. Vidim, da se pojavljajo tu 2 skupini v slovenskih rezultatih in o njej nas tudi mednarodna raziskava opozarja. Ta je, da je strašanska razlika med srednješolci, tistimi, ki so v centru nekje vključeni v družbo in nadaljujejo šolo v srednji šoli, in mladini, ki je po 8-letki ali z nekimi začetki srednje šole ostala na cesti. To so največje razlike med šolajočimi in nešolajočimi pri nas v Sloveniji, med vsemi 22 državami. Druga posebnost je, da v teh 400% pade večina nižjega menedžmenta. To se pravi, da nam ta rak rana funkcionalne nepismenosti, premajhne razvitosti človeškega kapitala, uporabe znanja, razumevanja znanja, nam seže na neko, bi rekla, vitalno področje gospodarstva. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Ana Kranjc, boš Estera. Torej, lahko samo pritrdim, draga Ana, kar si rekla. Torej, kvečemu bi še opozorila na to, da je tudi velika razlika med, ko recimo gledamo populacijske podatke, med tistimi, ki imajo srednjo ali pa nižjo poklicno šolo in tistimi, ki imajo končano 4-letno srednjo šolo. Tako da zagotovo je, bom rekla, dovolj let šolanja neka garancija za neko ustrezno raven spretnosti in tudi za, najbrž za kakovost življenja, ki nam potem pomaga v odrasli dobi te spretnosti ohranjati. Pogoji pri delu, mogoče neka zvedavost ali ne vem kaj, neka učljivost, ki jo dosežemo šele na tej stopnji. Zakaj se pa zgodi šele ob koncu srednje šole, je pa tudi za mene pravzaprav enigma, kajti v nekaterih drugih državah pravzaprav tudi že končana osnovna šola zagotavlja dovolj veliko, dovolj ustrezno raven pismenosti za to, da se človek uči celo življenje. Hvala lepa. Stvari niso preproste, ne? In to, kar se kaže očem ali pa kar se pokaže skozi neke številke, še daleč ni vsa resnica. Je treba pogledati globlje. Biserka Neuhold Hlastec, Ljudska univerza Žalec. Hvala za izjemno strukturirano predstavitev. Bi vas pa vprašala, na kak način ste prišli do teh 100 ur? Namreč ti dolgotrajni ali pa če rečem tako rečeno dolgi programi na terenu predstavljajo zelo veliko težav pri motivaciji udeležencev, pa me to zanima, na kak način ste določili teh 100 ur. To je bila ena tema, ki se je pravzaprav vlekla kot rdeča nit skozi delo komisije ves čas, ker se zavedamo, da posebej v delovnih okoljih je težko, bom rekla, izvajati dolge programe, če so to dolgi programi. Zdaj, argumenti, zakaj smo se odločili za to, je to na eni strani strokovni, se pravi razvoj zmožnosti, razvoj kompetenc, terja tako pridobivanje novega znanja,
kot spretnosti, kot tudi odnos, kot razvoj nekih vrednot, do učenja, do izobraževanja, do pravzaprav nekih pomembnih vprašanj v življenju. In tukaj so argumenti na strani tistih izobraževalcev, ki pravijo, da se v bistvu vsega tega ne da v kratkih programih. Lahko se razvije veščine, lahko se razvije pravzaprav neka konkretna usposobljenost za neko konkretno delo, če pa želimo neke premike in neke dolgoročne učinke, pa se mogoče za serijo krajših programov lahko doseže. A ne? V 20 ali pa 30 urah pa najbrž težko. Nagovorili so nas tudi rezultati, se pravi, študije, ki so jo opravili v Ameriki, in sicer longitudinalne študije, no, to besedo sem iskala, ko so spremljali pravzaprav učinke izobraževanj, različno dolgih izobraževanj pri odraslih, a ne, in še posebej pri manj izobraženih odraslih. In pokazalo se je, da se učinki, ekonomski učinki pričnejo šele po 100 urah vključitve v izobraževanje. Prej teh učinkov ni. So drugi, ni pa ekonomskih, se pravi to, kar je seveda Američane najbolj zadevalo. To je recimo bila tudi neka taka dodaten argument, za katerega smo rekli, da ga bomo uporabili, ko bo treba. Tako da to mogoče so bili ti argumenti. In seveda pravzaprav to, da se zavedamo, da 100 ur je pravzaprav zelo malo, če si človek ni pridobil nekih temeljnih znanj in usposobljenosti v 9-letki, pa recimo v srednji ali pa nižji poklicni šoli, kaj pravzaprav predstavlja teh 100 ur, ki mu jih nameni država? Zelo malo. Samo še misel, če dovolite, že včeraj nam je minister, ki by the way, do pred nekaj minutami ga uradno sploh ni bilo tu, ker je njegova PR služba šele zdaj objavila, zato sem se tolažila, da mogoče pa res ni rekel tega, da imamo res vrhunski srednješolski in osnovnošolski sistem, ki daje fantastične rezultate, ene najboljših na svetu, in potem ti ljudje odrastejo in kar naenkrat imamo pa zdaj problem z njimi. A smo torej mi problem ali en drug del sistema problem? Torej, če je naš srednješolski in osnovnošolski sistem tako zelo dober, kako potem odraslim kar naenkrat, ko postanejo odrasli, manjka kompetenca vseživljenjskega učenja, kako niso IKT pismeni? Saj smo tudi mi, ki smo danes 50, še pred nedavni bili del tega sistema. In jaz mislim, da ni treba, da si nalagamo vso odgovornost tega sveta, mi na nek način samo rešujemo, kar so drugi deli sistema ne opravili. In moram reči, da res ne bi rada, da se ta zgodba vleče, kaj vse bi mi morali, ker pravzaprav delamo to, kar lahko. Hvala. Ester, hvala za res tako sistematično in strokovno predstavitev, kljub temu, da smo v hiši vedno znova še enkrat te stvari ponoviti. Samo dve stvari, ki si jih itak že omenila, bi po povezavi s to razpravo rekla. Dejansko se kaže, da šele vključenost v dalj časa trajajoče izobraževanje narediti premike pri manj izobraženih, da pa zdaj nova izhodišča prinašajo ravno to možnost modularno zasnovanost, kar pomeni, da lahko po modulih v nekem tudi mogoče daljšem obdobju, ne takoj v pol leta, v letu, posameznik pridobi temeljne zmožnosti. Drugo, kar pa si ti izpostavila in se me s tem še enkrat spomnila, na kar moramo biti mogoče izobraževalci še bolj pozorni, kot smo bili do zdaj, moramo razmišljati o razvijanju temeljnih zmožnosti na višji ravni. Prehitro se zadovoljimo z programi krajšimi, ki pa razvijajo te spretnosti, temeljne zmožnosti na nižji ravni. Ta fokus razvijanja na višji ravni bo prinesel odraslemu to, kar danes potrebuje pri delu ali v osebnem življenju. Hvala lepa, Tanja.